Plinski energent smo to zimo skoraj v celoti eliminirali, tako da lahko govorimo o vsaj 95% prihranku plina. Z energetsko krizo, ki je nastopila zelo nepričakovano in s katero so se številna podjetja soočala, tudi naše, ki je energetsko intenzivno, kar pomeni hlajenje in pa ogrevanje samega objekta, torej Mariboxa, je za nas bilo zelo pomembno najti rešitev, ki je lahko učinkovita, hitra in pa seveda tudi na koncu okolju prijazna. Zato smo se na koncu odločali za namestitev toplotnih črpalk. V tem procesu smo iskali različne ponudbe, različne ponudnike. Med vsemi ponudniki je nam na koncu Kronoterm ponudil tisto, kar je bilo za nas najbolj pomembno. Torej ne samo odličen proizvod, torej odlično toplotno črpalko, ki je preverjena, ki je zanesljiva, ampak tudi zelo dobro podporo. Zato lahko tudi vsakemu, ki ima to možnost, ne samo zdaj toplotnih črpalk na vir voda, ampak tudi seveda drugi sistemi, odvisno seveda od kraja namestitve, kakšni so viri na voljo, lahko seveda Kronoterm tudi priporočim. Zlasti zaradi pristopa, tudi seveda zaradi tehnologije, ki jo ponujajo, ampak predvsem zaradi samega pristopa k projektu, k izzivom, ki nastanejo v samem procesu in pa seveda tudi potem v nadaljevanju z podporo, ki jo Kronoterm ponuja. Naša izkušnja je, da smo s toplotnimi črpalkami dosegli pravzaprav to, kar smo si najbolj želeli, in to je zmanjšanje porabe energentov. V našem primeru je to bil plinski energent, ki smo ga pravzaprav v celoti lahko sedaj izklopili. In pa drugi pomemben dejavnik je, da lahko razmišljamo v tej tranziciji, ki se bo zgodila ne samo v Sloveniji, ampak na ravni celotne Evropske unije, ko govorimo o prehodu na obnovljive vire, na ogljično bolj nevtralne vire. To je bil tudi en zelo pomemben dejavnik v naši končni odločitvi.